Zdaj že nekaj cajta imam na testa tega leta novega U-Forsa, U10 Pro od CF Motota. Posodil ga je SBI iz Grosupla, tako da hvala lepa, da sem ga vka probal, pa da vka da imaj o njemu povem. Drugače so te zadeve meni kar dosti poznane že, zato ki je tale moj že približno 2 let pa pol, to je pa zdaj ta nov model. Pa je kar dosti enih razlik. Zdaj sploh ne vem točen, kje bi začel, ampak mora biti ta najbolj očitnih razlikah. To se pravi pri motorja. Tale mašina ima 90 konjski motor not, pa 3 cilindrc. Tistele ima pa 78 konjev, pa 2 cilindrc. Kar pomeni, da je tale tudi močnej za 12 konjev. Ta največji plus je pa to, da je dosti tišji laufa kakor un. Un mu je not v kabin kar dosti ropotano, je res z razlogom registriran pod traktor, tale je pa precej tišji. Ampak imamo pa zdaj tudi težo tle različno. Tale ima 910 kg, unle moj, jih ima pa 730. To se pravi, je slabe 200 kg razlike med telen dvema. Zdaj, koliko se to na moč poznaš, vse glih mislim, da je tale bolj poskoči, če bi šel dreg res divat, pa bomo morbiti poj probal, mislim, da je ta še vse glih zmagal, no. Oba dva sta pa tavžent kubična, pa bencinarja. Zdaj to, kar tle gledamo, je dokaj osnovna oprema. Edin, kar je dodatne opreme na tem modelu, je ta prva pa ta zadnja šipa, pa tale odbijač dodatno. Zdaj opcije dodatne opreme je sicer kar nekaj dobiti. Lahko se dobi takle model, Highlander varianto, to pomeni, da je zraven še, da so vrata, pa šipe, pa vetrobranska šajba z brisalcem, pa ta zadnja šajba, pa te šajbe se poje vse elektronsko odpirajo, kar pri mojemu se ne. Jaz sem takrat vzel z dodatno opremo, s šipam, pa s vratem pa to. Tle se pa tudi dodal kupiti, ampak je že pač posodobljen. Bolj na elektronsko vse skaplavfa. Tale ima take vrata, evo, tole mrežo. Vse ma jih ne pomaga, že zaradi vetra pa kaj taha. Ampak mora biti, če bi jaz kupoval zase, bi verjetno vzel tisto Highlander varianto, s to, kar se veliko tudi podažijo, pa to vozimo. In to, da je brisalc, pa da so majhen bolj vrata zaprte, pa da imaš kakšno rečuha, tle ima bolj navarnem not. Pojmo kar na tole, no, to je tudi velika razlika. Dosti potih laufa. Evo, čist drugač poje, kot moj prejšen. Saj z unmo ni nič narobe, sam je pa majhen moteče, kaj pač ful glasen in če enega zraven pileš, se težko pogovarjaš. Tlele je to majhen lažji. Velika razlika v prestavljanju je pa tudi tlele. Tale ima elektronsko prestavljanje brzin, to se pravi. Recimo, brenzo mora imeti. Recimo in tega v vrže. Na ulmu mojemu imam pa šalt hebel in pritisnemo poje, mora biti kdaj se malenko zatakne, ampak se drugač laufa, ampak bolj fancy tole. To je glede prestavljena. Vam kar ugasnu. Dosti enih razlik, sploh ne vem točno, kje bo začel, da je majhno povezan. Recimo obliko bo vka dal, ampak dajmo pred obliko še povedati, da tale varianta je registrirana tudi kot traktor, ampak ima pa noter že diferencial. Mojega sicer nima, to se pravi prišparaš na gumah, na trga tok, recimo rušne ali pa po asfalta, tok, da je pač se levš obrača. Itak je pa noto tipka, mislim, da je Turflock, nekaj taga piše, ki ti zaklene pač ta zadnji diferencial in imaš enako kot tam, da ti oba dva hkrat vrtita. Pa če pogledamo obliko, tle sem pa jaz taga različnega mnenja, ampak pa imam biti zunaj strani se bolj vid. Pa še meter sem doma pozabil. Kako sem lahko meter doma pozabil, pa še stokrat sem se rekel, da ga moram vzeti. V glavnem, tle se vidi maska, ta prva ali pa havba. Ta je precej višji, malo bolj je nabunkan, malo bolj je tak, bolj zvera, kako preko. Ta je malo nižji, malo bolj spodvasca. To se pozna pa tudi zadnji na kasonah. Kason meni prije zelo do sem, to se pravi do vrh tega že je pa približen. Takrat, ko jaz to nucam, lažje gor da jem, ne vem, mi prevažamo razne škatle, pa ne vem, pa kante, pa kardan, pa to pa un. In zaradi samega nalagana mi to dosti bolj všeč. Kaj nižji. Sicer pa s temu zgubiš tale clearance ta spoden. A ne, tlele, takole če preko, če dan te dva prsta približen, pridem do vrha, pa poj tudi za not zausedeti se je nižji. Za kakšnega starega ata mora biti to vsak centimeter pomen. No, zdaj pa tle poglejmo. Clearance pri unmu pride 29 cm, tle pa 33. To se pravi, ne 4 cm višji zadeva pride. Čeprav je po feelingu rekel, da je še malo več. Kar je spet, recimo, lahko plus za kakšen blad, za slab teren, to noš na sedu ali pa za pogmanjče štorove, to zdvigne najga, imaš lufta kar češ. Me pa poj, recimo, mamot, kje sem tam rekel, da smo imeli pri temo nek. Se ga polo zraven postavil, da ga zraven postavil, da se vidi. Zdaj ne vem, koliko se tam videl že noter notranjost. Tle imaš pač tudi čist drugačen ključke tam imaš kaj pri avtah, no daš, tle imaš pa še bolj klasiko. V glavnem in
tudi malo drugače zapoje, malo drugače ropota. Tlele imam ta šalta, ne, saj ni nič narobe z njemu, ne, samo tam je bolj fancy. Aha, pa to še recimo plus tam pritisnemo motorja, pa pritisnemo menjalnika, je to razlika, da mora biti tlele se dele na čut, ampak tale izvedba majhen mora biti cukar na cajte. Takrat, ko se počas peleš, tale zadeva malo zna cukar. Pa lepo spaluje, je res že ful podoben avto. Evo, takole nekako. Pa ročno. Pa v notranjosti imam tudi še en podatek za povedati. No, zdaj pa taka sonček. Recimo, tlele je dosti visoka, ne. Saj dimenzijsko je isti, ka un, daš ka mot evro paleto gor, pa še malo več, priveze, to je vse tako ka tam, tle pa malo nižji, bolj enostavna. Ne vem, če imaš kaj težkega, mora biti malo lažji gor dati, ampak. Zdaj, tako, kot sem prej kazal, no, majhen se vidi tale razlika. Jaz sem tudi mojega mislil povišati takrat, da bi dal distančnike na fedre pa to, ampak sem se pa odločil, da ne. Fedra, recimo, tle so precej huj varianta, malo bolj taka robustna, več, daljši hod imajo, kakor pa telik so tlele not. Vzmetene je definitivno drug not, no. Pa tudi tele roke, recimo. Meni se zdi, nisem sicer nič to meril, ampak je tudi tale bolj robusten narejen, no. Majhen pojačan, več roli so, tako da, ne vem, se jaz drugače, tle nisem v nikoli nobenih težav, da je kaj zlomil, skrivil, samo tle so zlija majhen pojačan in po na takih detajljah se pa tudi verjetno na tež pozna, zato pa pride ta skoraj 200 kg teži. Zadnji kljuka na obeh, serijsko, pa še vzmeti zadnji, se vidi, koliko so huj, ka pa une, pa koliko dalj so. Evo, takole. Gremo kakoj na kolesa, sam pogledam, koliko kilometrov imam narejenih. No, na tem imam jaz narejenih 7600 kilometrov. Te prve kolesa, vse je original še gor, tako kot je, mi je delal brez problema, ampak se pa vidi, pač, da se kolesa nucajo, pa jaz se tudi dosti po asfalta vozim, jaz nimam sam pola pa to, imam tudi ceste kar neki. Zato, ker nima diferencijala, jih pač hitri pobira. Tle je pa tale varianta gor. In kakor se tudi vidi, te prve pa te zadnje kolesa, tele so več gor, po colah so iste drugače, isto colske, 14 colske, ampak tam ima več balona. Tako kot ta prva. Končna brzina v originalu je pač 60 km/h, tako kot ta, to je fabršk zaklenen. To so te glavne lastnosti, no, preko. A pa to so te glavne razlike, jaz zdaj kar sam razlike iščem, ampak vse mora biti bo zato še bolj zanimiv video, ker pa če sam to predstavljam. Antenca za radio, notranjost je dosti drugačna. Zvočnike ima tlele, pa ne delajo slab. Po večini ima dokaj iste komande, tlele imaš zaoklopljane 4x4 spredi, da vklop, pa da vklop še špero spredi. Pa je pa ta turf lock, to je pa še zadnji za špero zakleniti. In evo, tle tudi grafično pokaže, zato je tak ekran. Zdaj imam odklenjene, zdaj sem pa zaklenil diferencijal, pa tako pokaže. Pa lahko še s tem turf lockam zaklenem ta zadnji diferencijal in imam zdaj v bistvu na hard, se vrtejo vse 4 kolesa naenkrat. To se pravi, to je ta najhuj varianta z kakšnega blata ven zlist. To je kot ena pametna tablica, no, gor je navigacija, kompas imaš, nastavitve, lahko se povežeš, ne vem, s CarPlayem ali pa z Androidom, kakorkoli, lahko telefoniraš, je tudi radio gor. Radio. Za take bolj panoramske počasne vožnje je to sploh zakon. Evo, pa kompasi, ne bom zdaj se prav v to spuščal. Kar se tiče pa tipk, pač je spet dva moda sta, normal pa work, tako kot pri mojemu. Tale tipka je, recimo, kad se po klanc dosti spuščaš, da ti majčkam brzino drži. Recimo, moj, če se počas peljem, v ler vrže. Tale pa kar drži, pač ima mašina brenza. Pa je tle itak 4x4 ročna, je tle, pri meni je mehanska na To je zakipane kasona, elektronsko. Kaj je pri meni tudi ročen. Sicer se ne ima, tamle na hidravliko zvezane, čisto elektronsko. Mislim, da je prek elektrike na hidravliko. Tle spodaj je tudi daljinček za ali za vitlo ali pa za kipanje, kakor češ. Tle je dosta vtičence, pa greš pa lahko z daljinčkam ven, vse to ima moj tudi. Če zunaj stojiš, pa čeprav pride. To je za vitlo not pa ven, to je pa spet za povezavo, tole je pa za govorenje, to nisem čisto siguren. Luči kratke, dolge, ugasnjene.
Tako sem rekel, opcija je pač dobiti zaprto kabino z brisalcem, z električnim dvigovanjem šip pa to. Lih zaradi vremenskih vplivov. Še vse glih pa napihano. No, jaz sem mislil prvo, da to vlekva pa to, ampak ni panike. Sploh je ta prva šajba pa ta zadnja, da to malo umiri. Tole, ki se tle vidi, tole, pa to, ki so zračniki zaprti, pa tle. Opcija je pa tudi gretje kabine, tako kot ima moj. Pri teh variantah pa mislim, da je opcija, da je še dodatno tudi klimo not dobiti. To nisem čisto siguren, to najbolje vprašate SBA, kako je s temu. Če je to res, je to tudi kar fajn. Ker pritisnemo le polet, ker sto not zaprt, kar hit z hajca. Čeprav jaz prvo malo, pa malo okno odprem, pa malo čez potehne, pa jih tako dobro. V glavnem, kar se tiče placa tle not, ga je manj kot pa tam. Tlele nekaj prostora, nekašnih kubikov tle not za placa. Tlele en prostorček, tudi malo za papirje, pa za kakšne bolj osnovne zadeve. Tale ima zaprt, ima spodaj mašino oziroma ene filtra, pri mojem pa kufer, da ima še dodaten plac spodaj. Tlele je akumulator, imaš sicer majhen placa za noter, ampak ni pa tistih cup holderjev pa tega. Imaš pa sicer tle cup holder, pa tle en cup holder. Tale ročaj je, tako da pa je on, tale letika noarce zraven držiš, pa upaš, da ga ne v stresu. Je pa tako fajn, no. Ker na žičen zgor se fritna primaš pa držiš. Isto je troset, tako kot un. To se pravi za 3 registriran. Bom jaz še enkrat kason dvignil, da vidimo spodaj motor. V glavnem, definitivno je to največ plus, da tle 3-cilindrc not. Zaradi lepše vožnje, zaradi zvoka, zaradi bolj mirnega delovanja. Čakaj, da me pa en kliče. Bom to dol zaprl, pa bom še malo premislil, ampak mislim, da se moš lahko že peljati. Živ. Zdaj dimenzijsko, širina, dolžina je pa približno ista. 3 metre dolg, tako kot un, pa 1,60 m približno širok. Dobi se tudi več barv, da ne vem točen koliko, jih bom kar nalimal not. Verjetno, da je vsega tudi zanima, kakšna je to cena za tole varianto. To se pravi za osnovnega. Osnovno pomeni, da je vse, kar sem delaj pokazal, razen te prve šipe pa ta zadnje, pa razen tega dodatnega odbijača, pride cena 18 990 z davkam pri SBA-ja. Pol pa opcija še tistega Highlanda, to pa žal cene ne vem, ampak tako kot sem tam rekel, dobiš pa zraven ta prva šipa, ki se odpira, pa brisalc, pa vrata, pa v vratah šipe, ki se elektronsko odpirajo, pa ta zadnja šipa se tudi odpira, tako da tisti je tak, tisti je pa že bolj zaprt in v bistvu res kot en tak mini pick-up avto, no, že pa na koncu to pride. Za tisto ceno se pa obrnete na SBA, zato ker jaz se že ne vem. Daj pa najbolj, da se kakšen krog še zapeljem, se drugače sem se že kar dosti vozil, no, ampak dajmo še za kamero kakšen krog narediti, mora biti tu kakšen blatnot. Pa lih uprav sem ga majhne. Čau. No, daj pa en drag race, to kde probamo za foro, da vidimo, kako se bo izkazal. V glavnem, jaz bom vklopil ta zadnji diferencial, to kde je zaklenen. 4x4 bom vklopil, no in ga pa zaklenil. No, lahko pa zaklenem, ajde. Vsem vklopil, na maksimum. Takole, itak boš vsem naravnost. Tlele pa tudi 4x4 zaklenat, na normal mode, pa gas. Pa da vidimo, kdo je bolj. Zdaj tle lahko idem še povem, zaradi širine koloteka, sem prej pozabil. Tale moj ima majhen širi, zato sem mu dal distančnike not. Čakaj, če se kaj vidijo. Jaz imam tle distančnike not, tam jih pa ni, zato je pa ta majhen širi nasajen. A si preštiman? Ja. Evo, vse ožgan, vse preštiman. No, dajva. 3, 4, daj! O, Marija, je kanaško, Pa se kaj staj štato, pa sem ga še vstal. Marija, res je poskočen, svaka čast. Čakaj, tole moram izklopati na vse. Da nam se zvonil. Obrne se tudi tipi top. Ne vem, a se to obrne ka ur, to ne vem. Po moje sem zmagal. Ja, kjer dosti, ja. 3, 4, zdaj. Evo, dele, fajn se gre, če malo podriftati. Zadnji diferencial sem zaklenil.
G-Force, športak. Ne več strah, stari. Bo če štirka štir. Evo, še to lahko. Zabreza pa tudi tik-take. Gre majsterega. Pa še nekaj sem pozabil povedati, to sem se pa dala vmes spomnil. Volan. To je mehak, tudi na mest. Čist, easy. Parun ima moj je majhen težji, vse isto servo, ampak tale je pa sploh ekstremno. Pa kaj greš pa hitri, ga pa majhen utrdi, kar je prav. To je lik za takle teren. Korenine, luknje, blat, voda, to je majka. Pa če še kaj raba zadnji, za umajno kakšne motorke, benzin, razne zadeve smo že vozili. Se zdi, da je likem prav mehak, tako da ima še malo kontrole, če je prav mehak, tudi ni to najbolj. Nisem pa jaz kakšen off-roader velik, da bi to prav videl, tako da, ko jaz sam mislim. Juhu! Pri tem je tudi zaradi tega blata pa luken je dober, da je velik liren, zdaj dosti dvigne od spodna, ka težji nasedeš, tudi kasneje vodo dobiš not v kabino. To je pa manj lukna. Drugač pa te lzice tudi nisem več kaj posebej omenil, so malo deblej, pa tako mehke so, zelo so udobne. Ampak tudi prejšnje nisem več pogrešal, da bo kaj narobe. A tele pa ne vem, čem pršuje zdajle. Tele čist. Evo, zdaj pa glih klanc, zdaj bo kaj še tole probamo. Za klančino. Še sam ne vem točno kako diva. Evo, zdaj imam, nakitnež ne držim, on pa fletam bremza. Pačemo, da malo gasa. Malo dodam, ampak pač lepo bremza. Pa če pa sklopam. Aja, kaj pa probam še, če bom mesec sklopil. Zdaj je pa v ler vrgu praktično. Se pa kar pele. Nekako tako je to, no. Evo, recimo, če tle nekaj malo na pločnik zapeljem. Veš kaj, da ni nič, dol. Tam. Tista žička. Tank. Evo, še enkrat malo na pločnik. Drugače ni prav zdaj življati, no, ampak. Tako, sam pokazati, da sem hotel, kako se lepo čez ovire pele. Zdaj pa še malo bolj v izi. Zdaj sem ga natankal, zdaj še malo bolj v izi, da v dalj cajt gledal. Zdaj v kakšen musko poslušam. Drugač pa res, tale volan, no, sem prej čist pozabil, to, ko obračaš, to je majka. Kar res, slučaš takole, evo. So izboljšave, so. Za čuda
Začuda še cene niso lik toliko zboljšali, oziroma sploh podražili, sem hotel reči. Tako da, dosti dober. Dejle bom dal UL, pa bom še kjer en klanček malo proba. Ta, kar fleten. Pa 4x4 seveda, pa zaklenat, takola, zaklenat. Diferencial zadaj. Dai profitto che dai la scatola. E questo qua non ce la voglio, tipo. Še prepustim, da ne pa bo. Da sem zmagal. Tole mi sklopil za klanc dol, da vidim, kako se vi obnašal. Ja, spusti ga, evo. Tole ga spusti. Ja, za poklanc dol je kar dobra tista lepo gnotavšna. Gremo naprej. Mario, qua gre records. Unga mojega ven vrže pri ne vem koliko. Kaj si, pri 15 na uro, 20. To sem pa ne mislil, dobro sem probal. No, to je kar malo nevarno. Ej, tole me pa tele, čisto je fascinantno. Vaga nikvar špona dec, no, ja, lej, navdušen sem, kaj ne rečem. V glavnem je kar zvarina, no, je res dober posodobljen, nimam kaj za reči. To je to, jaz sem malo na hiter se zapeljal en krog, predstavil sem ga, v bistvu sem bolj primerjal s prejšnjim. Za več informacij se obrnite na SBA, oni so zastopnik za CF Moto, pa servis imajo, pa vse, tako da več informacij bo tam. Živ!